Ja, o luči do konca predora govorim v zvezi z 57. številko Nove revije. Torej, tisti naš predor je bil zelo teman in seveda dolg 45 let. Zato smo se tiste luči, ki je mogoče šele utripalo, še tako razveselili. Torej, tisti, ki smo tako razmišljali, kot avtorji teh prispevkov za slovenski nacionalni program, smo se tega razveselili. Naj vam povem, takrat smo razgrabili to 57. številko in kopirali. Je prišel k meni prijatelj, imaš novo revijo? Imam, posodim. Pride drug dan, vpraša, pa si že prebral? Ne, skopiral. To moram imeti doma. Torej, tak pomen je ta tekst imel za Slovence, pa nismo bili redki, ki smo tako razmišljali. To je to. Zdaj pa še nekaj. Dostikrat se govori, kako smo takrat znali biti enotni. Zdaj pa tako razdeljeni. Enotni na plebiscitu, enotni potem ob osamosvojitveni vojni. Ja, ampak za to enotnost se je bilo najprej treba močno potruditi. Že najprej za plebiscit in potem tudi tiste mesece ali pa celo tedne pred samo realizacijo osamosvojitve. In ko se je ustvaril vsaj videz enotnosti med politiki, je seveda bil tudi narod enoten. To je pokazal plebiscit, to je pokazala tudi potem 10-dnevna vojna za Slovenijo. Ampak sedaj se na to pozablja, kakšen trud, kakšen napor je bilo treba vložiti v to, da se je vsaj videz enotnosti na vrhu slovenske politike nekako ustvaril. Luč na koncu sedanjega predora. Ta prerok pa nisem, da bi na to vprašanje se znal odgovoriti. No, da bom vam pa povedal še eno zgodbo iz tistega časa, ko sem leta 88 zajadral v politiko kot predsednik Slovenske kmečke zveze. Najprej, kmalu po tistem, sem neko nedeljo obiskal v sosednji vasi kmeta, ki je bil domala 20 let starejši od mene, pa me je vprašal, a se ne bojiš, praviš, te bo avto povozil. Seveda sem odgovoril, da se ne bojim, čeprav vem, da se lahko karkoli zgodi. No, nekaj takega, da se je nekoga poskušal avto povoziti, se je zgodilo, po moje je bil to čist zadnji primer Vuk Draškovič v Srbiji. No, da vam povem, jaz sem prebral spomine vdove Aleksandra Rankoviča. No, je Dolenka, nekje od Novega mesta je doma. In potem opisuje, kako je potem, ko so ji moža pregnali iz partijskega raja, na cesti bala srečevati tovornjake. Mislim, da se dovolj povedal. Da tisti strah mojega kolega iz sosednje vasi ni bil čisto brez kar tako. No, še mimo grede. Kmalu za tistem, to je bilo seveda spet enkrat poletje ali pa na jesen 88. So prišli k meni 3 gospodje, vsi starejši od mene, pa že jaz sem bil takrat 60. Zvečer od 8. naprej so 4-5 ur poskušali, da bom rekel, da bo partijo treba silo spraviti z oblasti. Ko je bila ura 1, čez polnoč,
so pa šli. Seveda tega niso dočakali, da bi jaz to rekel. Take stvari so bile takrat v tistem času. To je bil zelo teman predor. Zelo, zelo teman predor. Seveda so bili ti časi nazadnje že nekoliko drugačni kot tisti, ki jih je lepo ilustriral Tone Partljič. Sedaj je svoboda, je treba zelo paziti, kaj govorimo.